Če bi radi postali coachi, če bi radi s coaching vprašanji pomagali sebi ali drugim, vabljeni na delavnico NLP Coach. Pozor, prijave so odprte, pridružite se nam, prijavite se, postanite del naše mastermind družine. Trg coachinga in osebne ter poslovne rasti je eksplodiral. Vedno več ljudi potrebuje coacha in pozor, vedno več ljudi si želi s pomočjo coacha narediti osebni oziroma poslovni preboj. Dostikrat me ljudje vprašajo, Aleksander, kdo je ta coach oziroma kaj je coaching? Coaching ni mentoriranje. Coaching tudi ni terapija. Coaching ni svetovanje. Mentor je nekdo, ki je strokovnjak na svojem področju in pomaga drugim s svojimi izkušnjami. Coach je pa nekdo, ki s pomočjo vprašanj pomaga razjasniti, načrtovati in spodbuditi uresničitev klientovih ciljev. Cilj coacha je rezultat klienta. Še enkrat poudarjam, cilj coacha je, da klient doseže svoj želeni rezultat. Če bi radi postali coachi, če vas zanima, da bi poleg službe še dodatno pomagali ljudem, če bi radi postali coachi in bi radi ob pomoči drugim tudi časovno ter finančno svobodo za sebe, vas vabim, da se nam pridružite. Sedaj je čas, da postanete del naše mastermind družine. Coach je nekdo, ki postavlja vprašanja. In ta oseba, ki postavlja vprašanja, je oseba, ki vodi smer pogovora. Za vprašanje imate nadzor nad coachingom in tudi, pozor, tudi za vprašanje nadzirate smer razmišljanja sami pri sebi. Tako imenovan samo-coaching. Ko je učenec pripravljen, pride učitelj. Ta posnetek gledate z namenom. Morda je to ta klic, ta trenutek, da rečete sebi da rečete priložnosti, ki se vam ponuja, da to bom naredila, to bom naredil. Ker vedno, ko je klient pripravljen, pride tudi coach. Coaching gre za to, da imamo zaporedje vprašanj, ko motiviramo, spodbujamo druge. Pri samo-coachingu je podobno za zaporedje vprašanj, ko motiviramo in spodbujamo sebe. Vaša vprašanja, tako imenovan samo-coaching, so sprožilci vaših miselnih tokov in vaših čustvenih stanj. Čustvena stanja na koncu pripeljejo do vedenja. Slaba vprašanja pripeljejo v slabo čustveno stanje. Dobra vprašanja v dobro čustveno stanje. Če verjamete v zakon privlačnosti, se zavedate, da imajo vaše misli magnetno moč. To, kar mislite, to, kar čutite, to privlačite v svoje življenje. Pika. Spremenite vprašanja, ki si jih nenehno postavljate in spremenili boste vibracijo. Spremenili boste energijo, spremenili boste čustveno stanje, spremenili boste to, kar manifestirate. Spremenite vprašanja, ki si jih nenehno postavljate in spremenili boste svoje življenje. Dajte imeti vizijo, da boste odlični coachi, da boste pomagali sebi in drugim z odličnimi vprašanji. Zakaj? Ker dober coach je tudi na koncu dober starš. Dober coach, odličen coach je dober vodja. Odličen coach je odličen prodajalec. Odličen coach je dober partner. Odličen coach je tudi odličen učitelj. Pozor, dajte si predstavljati, da ste to že, tako deluje zakon privlačnosti. In predstavljate si, da uporabljate coaching najprej na sebi, da spremenite svoje življenje, da uporabljate coaching v komunikaciji z drugimi in da uporabljate coaching kot neka vrste posel. Če bi radi izbrali svojo nišo, tisti, ki bi radi coaching uporabljali za sebe kot posel, dajte razmišljati o tem, katero znanje imate trenutno, ali pa izkušnje, kaj vas veseli, kaj je vaša strast in kaj trg potrebuje. In vmes boste našli priložnost, kjer lahko coachate druge. Popularne niše so karierni coaching, coaching za zdravje, mentalni coaching v športu, finančni coaching, coaching za odnose, partnerstvo, izguba telesne teže, prehranski coaching, javno nastopanje, produktivnost, podjetniški poslovni coaching in številne druge niše. Dober coach je odličen tudi na področju vodenja. Zakaj? Ker za vprašanji usmerja sodelavce, da so bolj samostojni. Pomaga jim povečati samozavest, jih bolj posluša, razume, zna vzpostaviti stik, jih motivira za timsko delo, odpravlja omejujoča prepričanja in postavlja cilje, spreminja vrednote in uspešno in jasno delegira. Dober coach je na koncu tudi dober prodajalec, ker zna vzpostaviti stik, je bolj prepričljiv, zna dobra vprašanja postavljati, razume sogovornika,
prodaja v korist stranke, zato ga tudi stranke priporočajo, preokvirja, dobro se pogaja in razume različne modele sveta. Dober učitelj, dober starš je tudi dober za coach. Zakaj? Ker coaching orodja uporablja pri vzgoji, pri učenju, pri pomnjenju, disciplini in tako dalje. Tukaj vas vprašam retorično vprašanje. Je bolje otroku dati ribo ali ga naučiti, kako se ribo ulovi sam? Kdaj je v podjetju coaching nujno orodje? Takrat, ko je preveč odvisnosti od vodje, takrat, ko so ljudje preveč obremenjeni in ne znajo si postavljati svojih prioritet, takrat, ko je delo brez smisla. Ljudje počnejo nekaj, brez da vidijo temu smislu. Osebo lahko coachate tudi 10 minut ali manj. Coaching je lahko neformalen proces doma, v družini. Coaching lahko uporabite, ko se sprehajate z otrokom, ko ste v razredu. Coaching lahko uporabite v službi s sodelavcem, na kavi. Ne potrebujete reči, zdaj se bova coachala in narediti cel formalen proces. Coaching mora postati neke vrste dnevno neformalno druženje. Seveda, tisti, ki boste prišli na delavnico NLP Coach zato, da boste iz tega naredili svoj lasten posel, tisti boste rekli v praksi, sedaj začne coaching ura. Ostali bi radi, da razvijete coaching navado, zato, da boste odlični v postavljanju vprašanj, ko pride pravi trenutek za to. Ko pride priložnost, pravi eden izmed najbolj uspešnih košarkaških trenerjev, je že prepozno, da bi se pripravljali. Izkoristite to priložnost sedaj, da boste v prihodnosti imeli orodja na voljo. Večina vedenja, ki ga sedaj izvajate, 45% je nezavednega. Vaše vrednote, prepričane strategije vedenja, vaša identiteta je v večji miri na notranjem svetu nezavedna. In vsak vodja, vsak starš, vsak partner, vsak podjetnik, vsak učitelj lahko razvije coaching kot navado. Kakšno bo vaše življenje, ko boste s coachingom in samo coachingom naredili vse potrebne spremembe v svojem modelu sveta? Kakšno? Pozor, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Vprašanje, ki ga nismo postavili, so vrata, ki jih nismo odprli. In danes je edini dan. Včeraj je mimo. Zato izkoristite to priložnost, prijavite se, pridružite se nam, pridružite se naši odštekani mastermind družini. Ker jaz verjamem, da onstran zamisli o pravilnem in nepravilnem ravnanju obstaja polje. Tam se bova zagotovo srečala. To je rekoč izjavil Rumi. Jaz vas pa vabim, da greste na mastermindacademia.com /coach bom. Izpolnite prijavnico, pridobite več informacij in se nam pridružite. Zdaj vprašanja, ki jih pogosto dobimo so, ali je potrebno predznanje? Odgovor je ne, začnemo iz nule. Torej, začenjamo iz tega, da boste začeli graditi svoja coaching znanja na temeljih. Spoznali boste temeljne coaching koncepte, strukturo coaching procesa, ki jo lahko potem uporabite v privatnem oziroma poslovnem življenju. Ali lahko ob coachingu uporabljam druga znanja, bioenergije, reiki, access bars, hipnoze in tako dalje? Da, lahko uporabite katerakoli znanja. Še enkrat poudarjam, kaj je namen coachinga? Namen coachinga je rezultat klienta. Če imate znanje, ki klientu pomaga, ga dodajte zraven coachinga. Ali lahko plačam na obroke? Da, lahko plačate s kreditno kartico Visa, Diners, Mastercard in tako naprej, z LeanPay. Torej, na več različnih načinov lahko plačate na obroke, zato kliknite na link spodaj za več informacij in seveda izvedli boste vse tisto, kar potrebujete za prijavo. Ali lahko kasneje določim nišo? Seveda, kadarkoli lahko določite nišo. Vi boste iskali potencialno nišo, priložnost na trgu, na koncu bo niša iskala vas. Dajte biti odprti in biti pozorni na to. Kaj, če se ne morem udeležiti oziroma če ne moremo obiskati prvega srečanja? Nič hudega. Mi bomo vsa online srečanja snemali in tudi, ko smo v živo, lahko vsaj deloma spremljate srečanja na Zoomu, če ne morete priti v živo do nas. Jaz vam seveda priporočam, da pridete v živo, ko bomo veliko vadili, ko nastane posebna energija, ko smo skupaj v prostoru in seveda, ko bomo imeli priložnost, da testiramo coaching koncepte skupaj v živo. Ali je delavnica primerna zame, če želim coaching znanja pridobiti zase in ne zato, da postavim svoj posel? Da.
70%, zdaj vam govorim približno statistiko, ljudi pride zaradi sebe, ker bi pri sebi radi nekaj spremenili, in 30% jih pride zato, da bi radi pomagali drugim. Pridite, pridružite se nam, pojdite na povezavo mastermindacademia.com, pošiljnica coach bom, prijavite se in postanite del naše mastermind družine. Klikajte na link spodaj, pohitite in se vidimo na drugi strani.